Gospod Slavko Pregl, v rokah imate svojo novo knjigo Geniji brez hlač. Vsi številni slovenski bralci že poznajo genije v kratkih hlačah in v dolgih hlačah. Geniji brez hlač je pa kakšna knjiga? Geniji brez hlač so po eni strani spomenik našim kriznim časom, po drugi strani je pa to neke vrste nadaljevanje genijev v kratkih hlačah, ker knjiga Genije v kratkih hlačah govori o izdajanju šolskega časopisa, staro ciklostilno tehniko na papirju in tako naprej. Današnji čas je pa čas svetovnega spleta in elektronskih medijev in zato je zgodba, se pravi nastajanje šolskega časopisa enaka kot v knjigi Geniji v kratkih hlačah, ki v knjigi Geniji brez hlač srednješolci ustvarjajo elektronski časopis in seveda, ki je po svoje cenejši za izvedbo, je pa bistveno bolj kompliciran in bolj obsežen na spletu. Tako da je, in seveda, ker ta knjiga govori o sedanjem času, so pripisane mnoge druge stvari, poleg časopisa se godi še kup drugih stvari, s katerimi se mlada generacija dekleta, fantje danes ukvarja. V obeh predhodnicah je bil znan vaš ta humor, je tudi v tej knjigi jaz mislim, da to ni žalostna knjiga, ker se mi zdi, da se dekletom in fantom s humorjem da povedati več kot solzami. Se pravi, je pa to knjiga, ki bi v prvi vrsti ravno najstniški populaciji namenjena, ali tudi Ja, seveda, v prvi vrsti je to recimo konec osemletke, začetek srednje šole. Seveda pa nobenemu staršu ne škodi, če pokuka v knjigo, kako izgleda današnja mlada generacija. Kje ste pa vi v bistvu zdaj se pozanimali, kako mladi, recimo svetovni splet in tako naprej, tudi iz lastnih izkušenj? Jaz sem zato, da bi lahko pisal o mladi generaciji, si sam ustvaril neke mlade generacije. Imam 3 sinove in 1 hči. Poleg tega pa hodim precej po šolah, tako da sem v stiku s tem, kar se danes zgodi. Hvala lepa.